V današnjih glasbenih minutah ponovno gostimo udeleženca osnovnošolskega glasbenega festivala Korajža velja. To jutro je z nami Gašper Polak. Dobro jutro želim. Dobro jutro. Najprej nekaj statističnih podatkov. Star si 13 let, obiskuješ 8. razred osnovne šole Franja Malgaja iz Šentjurja. Torej si doma v vasi, kraju? Doma na podeželju, imamo doma kmetijo. Kaj to potegne vse za sabo, če si doma na kmetiji? Ja, imam pač ene privilegije, imam pač veliko prostora za vožnje z mojim motorjem, pa take. Lahko vozim. Pa delati moraš, ne? Moraš znati uporabljati motiko, grablje, lopato. Znaš verjetno, ne? Znam to vse. Okopavati znaš? Tudi. Sediti, sejati? Tudi. Tudi? Kaj še znaš? Kaj še vse mora pravi kmečki človek znati? Ja, znati mora upravljati stroje, seveda, ne. Katere? Ja, traktor, bager. Avto? Tudi. A znaš voziti traktor, bager, avto? Znam. A res delaš s tem? Ja. Je zahtevna? Kaj je lažje? Avto ali traktor? Voziti? Traktor. Traktor je lažje voziti od avta? Ja. Zakaj? Ne vem. Nima traktor polno tistih nekih prestavnih ročic, reduktorja, vklop, ne vem česa vsega? To vse piše na stikalih, noter v kabini, tako da. A to se oče naučil? To ja, to ni problem. Tako da že pridno delaš, verjetno, ne? Zraven tega pridno vadiš tudi diatonično harmoniko. Ja. Kaj si nam pripravil za danes, kaj bomo slišali iz tvojih rok? Mission Impossible Mix. Torej, Gašper, izvoli, naj se začne.
Bravo, Gašper. Veš, kaj sem pričakoval še zdaj na koncu, da še boš raztegnil meh pa zaigral ti moja rožica. Sicer pa, to je res nekakšna misija, nemogoče vse te različne melodije spraviti v eno melodijo. Kdo ti je pomagal pri tem delu? Ja, pri tem sem se bolj sam organiziral, to sem se sam naučil. Kasneje pa ko sem se to naučil, sem pa pokazal mojemu učitelju, pa zame pa pač popravil. S katero si imel največ težav? Ne vem, za Final Countdown. Drugo. Ja? Zakaj? Ker? Pač prehodi pa iz C-dura v B-dur pa take. Aha, vse to, kar zdaj mogoče mi ne razumemo. Sicer pa izhajaš iz glasbene družine? Ne? Sam jaz igram, pa moja sestra tudi. A sestro imaš? Ja. Res, mlajša, starejša? Mlajša. Mlajša sestra. Kaj pa ona igra? Harmoniko. Isto kot ti? Isto. Diatonično harmoniko? A res? Zakaj pa? Tudi ona, ker je tebe videla braca, kako igra in potem... No, to je bilo tako, jaz sem pač hotel igrati kitaro, pol pa je pač ona videla, da imam jaz pa njeno kitaro v rokah, ona pa je vzela mojo harmoniko in je mislila pač, da me bo razjezla, pa... Pa ni šlo, ne? Ja, me je. A te je razjezila? Res? Ja, no, sej, zdaj ste pa ta bratska ljubezen, v bistvu ti ona posodi kitaro, pa ti ne harmoniko, ne? Ja. Ja? A ti igraš tudi kitaro potem takem? Sem igral, pa se struna trgala, pa... Struna se utrgala? Ja. Ja, treba menjati. Ampak drugače ti posodi kitaro, ne? Zelo rada. Boš jo pozdravil? Zdrava sestra, ne? V glavnem, bil si tudi, čisto na kratko, da za konec še samo poveva, bil si drugi v Sloveniji v igranju na diatonično harmoniko. Kje je bilo to, kdaj? Dolga gora, srečanje muzikantov 2008. In še kakšen uspeh bo v naslednjih letih priletel? Upam, da. Upaš, da. Gašper, hvala ti za obisk v studiu ter to melodijo. Hvala ti še enkrat. Hvala.